Dragi vztrajniki, lep dober večer. Tako kot ste glasni danes, ste bili glasni tudi v zadnjih 6 mesecih. Slišalo se vas je do doba, slišalo se vas je po Ljubljani in slišalo se vas je po Evropi. Aleš je prej na začetku dejal, da danes tudi proslavljamo. Pred 24 leti smo se lahko Slovenci in državljanke in državljani, ki so takrat živeli v Sloveniji, prvič v naši zgodovini dejansko odločali sami o sebi. To je bil čas, ko se je slovenski narod, kot bi dejal Cankar, prvič v svoji zgodovini sodbo pisal sam. Nikoli prej si je ni, čeprav so s tem Cankarjevim stavkom popletali ob vsaki priložnosti. Šele pred 24 leti, natančno na današnji dan, se je to zgodilo. Zato ob tej obletnici obhajamo dan slovenske samostojnosti. Vendar ta dan ni padel z neba. Ta dan ni prišel čez noč. Zato, da smo lahko Slovenci prvič v svoji zgodovini svobodno odločali o sebi in o svoji prihodnosti, je bilo treba ogromno naporov, bilo treba ogromno vztrajnosti, kot ste tudi vi pokazali v teh zadnjih mesecih, in mnogi med vami ste bili del te vztrajnosti že takrat. Slovenska samostojnost se je zgodila po mnogih naporih, po mnogih žrtvah, po mnogih tudi neimenovanih žrtvah, nihče ne pozna njihovih imen, pa so vendarle umirali z željo po samostojni Sloveniji v srcih. Mnogo trpljenja je bilo ugrajeno v tisti dan. Če se spomnimo samo, kaj je moral prestati dr. Jože Pučnik, da je lahko pred 24 leti potem dejal, Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Pa Janša tudi. To, kar je takrat dr. Jože Pučnik izrazil svojimi besedami, je čutilo, ali pa smo čutili v srcih tudi praktično vsi ostali, ki smo na plebiscitu glasovali za samostojno državo. Vendar pa teh besed niso slišali vsi. Če bi jih, potem tega, kar ste izgovarjali na začetku, teh dveh besed, svoboda Sloveniji, danes ne bilo potrebno izgovarjati. Tako je. Torej, pred 24 leti smo verjeli, da glasujemo tako za samostojnost, kot tudi za dokončno svobodo, vendar se je zgodilo samo tisto prvo. Na to drugo pa še čakamo. Pa prišla bo! Seveda bo prišla, vendar tako, kot je bilo za samostojnost potrebno ogromno naporov in vztrajnosti, se tudi svoboda ne bo padla z neba. Zato, da smo sploh lahko prišli do tega, da smo odločali o lastni državi in o slovenski samostojnosti, je bilo treba najprej pogumno to besedo izgovoriti. In tisti, ki so jo prvi izgovarjali, so potem naslednje mesece in leta preživeli na Dobu in po drugih slovenskih zaporih. Sramota! 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 Beseda samostojna Slovenija je bila v bivši Jugoslaviji sovražno dejanje. Ta stavek je zapadel pod zloglasni člen 133 ali 153 po jugoslovanskem kazenskem zakonu in bilo je potrebno veliko poguma, da so se ti dve besedi izgovarjali skupaj. Ko smo zbirali podpise pod Majniško deklaracijo v maju in juniju leta 1989, je takratni predsednik
predsedstva Centralnega komiteja Zveze komunistov Milan Kučan v komunistov. No, mislim, da je vseeno pomembno slišati, kaj je dejal. Skratka, takratni šef partije je dejal, citiram po spominu, je pa to še vedno v nuku v enih redkih izvodov komunistov, ki so jih še pustili, čeprav izhaja v 100 000 izvodih. On je takrat dejal, tisti, ki s tako vnemo zbirajo podpise pod Majniško deklaracijo, se morajo zavedati, da se z Jugoslavijo odpovedujejo tudi lastni državi. Sramota! 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 Se pravi, nekaj, kar je danes povsem samo po sebi umevno in priznano, se je takrat zavračalo in napadalo, kot da gre za nasprotje tega, kar je bilo pravo bistvo. Majniška deklaracija je že v prvem stavku zahtevala ali pa izražala željo in zahtevo Slovencev, da živimo v suvereni državi slovenskega naroda. No, partija pa je takrat govorila, da bo pa to izguba slovenske državnosti, da nas nihče ne bo priznal, da bomo jedli travo, če se bomo osamosvojili, in da je to pravzaprav nekaj, kar je v nasprotju z nekimi temeljnimi hoteni Slovencev. Dobro leto kasneje smo, kot sem dejal že prej, prvič v lastni zgodovini odločili lastni usodi in takrat je slovenski narod povedal, kaj si misli o Jugoslaviji in tudi kaj pričakuje od samostojne slovenske države. Vendar pa so tisti, ki so temu nasprotovali, so pa potem seveda morali zaradi takšnega enotnega rezultata plebiscita nekoliko spremeniti taktiko. Ko smo razglasili samostojno državo, dejali, danes so dovoljene sanje, jutri bo pa nov dan. Lustracijo! Lustracijo! In zaradi tega razkola v slovenski politiki, slovenska politika takrat ni odražala enotnosti v narodu, v slovenski politiki ni bilo tega navdušenja, v celi slovenski politiki ni bilo tega navdušenja, kot je bil takrat na ljubljanskih ulicah in trgih in tudi drugod po Sloveniji, ampak se je to nekako sprejelo s stisnjenimi zobmi in se je potem delalo vse, da osamosvojitev čez 6 mesecev dejansko ne bi uspela. To so danes zgodovinska dejstva in seveda tukaj ni čas in prilika, da o tem na dolgo in na široko govorimo. Je pa to pomembno poznati zato, da razumemo, zakaj se danes dogaja to, kar se dogaja. Kučalo zapor! 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 Lustracijo! Lustracijo! Poglejte, kot je bilo takrat pomembno, da so se stvari poimenovane s pravimi besedami in ljudje s pravimi imeni in se je zaradi tega Slovenija sploh lahko osamosvojila. So tudi te besede, ki ste jih v zadnjih 6 mesecih izrekali na teh stopnicah in na teh zborovanjih pred to hišo, sramote. En od ključnih stvari, ki so potrebne za to, da se bo Slovenija tudi osvobodila. S temi zborovanji ste odprli nek javen prostor v Sloveniji, ki so ga prej večinski mediji striktno zapirali. In danes so po 6 mesecih, ko gre za pravo poimenovanje, nekatere stvari že drugačne. In čez 6 mesecev, če bomo vztrajali, bodo še bolj drugačne. In čez 1 leto
ne bo več hlapcev. Čez eno leto bomo mogoče lahko tukaj proslavljali še na drug način. Ko ne bo več hlapcev. Zato, spoštovani prijatelji, hvala vam za to vztrajnost in za ta pogum v zadnjih 6 mesecih. Potrebno je s tem nadaljevati. In če bomo vztrajni še naprej, bomo tudi uspešni. Na koncu tega uspeha se bodo tisti mladi, ki so se v zadnjih letih množično izseljevali iz Slovenije, začeli vračati. Ko se bo to zgodilo in ko v tej hiši ne bodo več sodili tisti, ki so nekoč kršili človekove pravice in to počnejo še vedno, takrat bo Slovenija tudi svobodna. In v tej lepi svobodni Sloveniji je dovolj prostora za vse. Naj živi Janez Janša! Janez Janša! 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 Pred nami so kar 3 prazniki. Želim vam vsem skupaj miren, spokojen, blagoslovljen in vesel Božič. Ponosno praznovanje dneva slovenske samostojnosti in enotnosti. In v letu 2015 svobodo Ivanu, svobodo Tonetu, svobodo Sloveniji. Hvala lepa.